kršenje javnega reda in miru, javno urimiranje, uporaba, zloraba psihoaktivnih substanc. Po drugi strani pa se želi mladino spraviti nazaj na ulice, nazaj na javni prostor, stran od monitorjev, ekranov, tablic, računalnikov, mobilnih telefonov, skratka da neko druženje na licu mesta, ne samo virtualno. Tako da sva si s njo nekako zastavili neko rdečo nit oziroma nek cilj, proti kateremu stremila skozi to okroglo mizo. In to je v bistvu, da pregledamo ukrepe rabe javnega prostora in mladinske politike v krajih sodelujočih, ter njihovo delovanje in ugotoviti, ali mladinsko ulično delo v takšni obliki, kot ga izvajamo, izvajajo, odgovarja na potrebe ter na čigave in v kolikšni meri. Za začetek bi povabila udeležence okrogle mize, da se predstavijo in sicer kdo so in kaj počnejo. Jaz sem Vito Vrivrič, koordinator izvajanja v Univerzitetskem centru Slovenije, koordinator, mladinski delavec, all-around delavec. Vsako leto kaj novo, vsako leto malo drugač, odvisno od tega, kar se pač potrebujemo na trgu manj. Hvala lepa, zdrav, jaz sem Žiga Miklac, prihajam iz Velenja. V bistvu sem sodeloval z vsemi organizacijami v Velenju, kar dosti tega, pa mislim, to je to, ja. Živel sem skupaj, moj ime je Urban, prihajam iz Ljubljane, sem dijak 4. letnika na Srednji šoli tehničnih strok Šiška, sem tudi zdrav vrtovc, sodelujem z ekipo iz BSM, informiramo po Ljubljani, sem predstavil glasov mladih iz Ljubljane. Živijo sem Evelin, študentka drugega letnika socialne dela. Bolj se ne pa postavili, ko sem bila v zunji, pa sem na požajču sodelovala na okrogli mizi, pa sem se kar odličila. Živijo, jaz sem Klemen, prihajam iz Trikel. Lansko let sem bil udeležen v organizacije PUM v Škofji Loki. Bil sem pa na sezonskem delu v Španiji, pa sem doma en mesec, odločen se kaj bom, tako zdaj. No, jaz sem Viktor Vavar iz Mercatorja, predstavnik predavskih Maxi. Z mlado ulico malo bi to povezal, ker imamo problemimo. Ja, jaz sem Veška Agnes Lodin in danes govorim v imenu mreže Mlada ulica. Še enkrat pozdravljeni, Dejan Pišot iz skupine oziroma skupnosti entuzijastov iz Obale pod imenom New Prevent. Drugače delam po izobražanju sem diplomirani biopsiholog, delam pa kot animator in informator pri društvu Svit Koper. Tudi en lep pozdrav z moje strani, sem pomočnik na policijski postaji Vič, ki ime je Tomislav Vročak, sodelujem z mrežo Mlade ulice na Novski plaži. Super, hvala. Mogoče bi se kar zaplavala vrgla v temo. Prva točka, ki smo si jo zadali, je v bistvu neka umestitev mladih, pa se mi zdi najbolj fair, da ta prvi glas dobijo mladi, ne? Konec koncev bo imel tudi končnega. Kje recimo se mladi družite? Ne vem, kje obliko ne bi uporabljam. Ja, mladi se družimo posod. To je odvisno od časa, koliko imamo časa oziroma kjer dan potekne. Zdaj, neka stalnica je, da se pač od petkih oziroma sobota hodi v center. Med tednom pač se mladi zbiramo v bližnji okolici, med vikendi so pa pač te več znane lokacije, kot so Maxi, Metelkova, plaža. Ampak zadnje čase se dogaja, da so te stalne lokacije, če jih tako imenujem, več ali manj prazne. Tako da se mi zdi, da se mladi zdaj nekaj zadržujejo po celem centru, nekako živo, da ni več nekih teh večjih zbirnih točk, kot so nekakšne leto od nekaj nazaj, da so zdaj malo kar nekak razpršenje. Sicer ne vem, kaj bi bil razlog tega, ampak
ne vem, posod se ne dela. Ni več tega skupnega, velikega druženja, ne? Samo še te manjše ekipe. Super, kar podaj naprej. Nazaj. Ne, saj kar to. Ja. Kje ti lociraš mlade sebe? Ni več toliko ljudi na enem mestu, da bi dal nekaj, ampak kaj je razlog temu? Zdaj, ne vem. Kaj pa sama boš? Park Zvezda, za Maksim se v bistvu podobil, ker ni bilo všeč, ker bom veliko izgledal in ne vem, skozi neki fajti, ki so prišli pretekli, pač nisem navadno, nekaj pač tudi moja družba ne. Zdaj pa v bistvu najbolj Zvezda park, no se mi zdi, da je to še vidno, to je nova plaža, nov Maxi, tako da mi je tudi fajno, pa tudi ni tako policijskega nadzora, ne, da bi bilo neki ogrožaš s tej strani, ne, na plaži, ker smo bili gospodko, policija, gor, ne, pač so preganjali in to. Tukaj pa v bistvu v parku Zvezda je pa manj, ker je v središču centra, ne, se nekako občutek, pač še se ne morajo razglediti, pa tudi fajn, vidno je kakšna živka. Super, mogoče boš. Ja, jaz sem malo že vrdi z tega. Ne toliko, mislim, ne žuram več toliko, ko sem včasih, ampak opažam, da se je res malo vse spraznilo. Naprimer, dan park v Velenju, ko je bil, ne vem, tradicionalno, vsak petek in soboto, ni važno, kjer letni čas je bil poln, totalno, maksimalno, da je polko pošivih. Zdaj pa pač ni več tega. Zdaj pa ja, opažam, da se je res malo vse razkropilo in je, ja, v bistvu fulje lokacij, no, pač vedno se bo najde kakve lokacije, vedno bo izginjale, vedno bo prihajale nove, ne vem, jaz se zdaj, če osebno pač povem, jaz se bolj v gozdu zadržujem, ker bi ful bolj pašali, da imamo super mir. In ladelam, kar hočem, pardon, gospod Kucajničke, ne zakoniti. Tako da ja, mislim, drugače pa ja, ne, imamo v Velenju tudi tako sreče, da imamo pač ta MC plac, ko ga hengamo, bolj ko naj skozi, zdaj še prče zimo, včasih ni bil, zdaj prče zimo, pa ja, pa mladinski center, valjda. To, no, bolj to, pač, ja. Pa lahko samo vprašam, kaj vprašanje imam. Pa v Velenju imate ta odlok o prepovedi zbiranja oziroma pitja na javnih mestih? Ja. Pa je zdaj kakšna razlika, mislim, verjetno si že prej ven hodil, pa zdaj, ali kakšna razlika? Ja, pravim, ja, da opažam razliko, ampak ne to, ker niti sam se več ne držujem več na teh placih stopil, da se časih. Ampak ja, je razlika. Sam ne vem, da je zaradi, po moje ne glede zaradi tega zakona, ampak da je po moje, ne vem, da je nek razlik v nekih drugih stvari, ne, pač mislim, da je, ne vem, kaj pa vem, da ful veliko mladih se zadržuje doma, no. Tak se mi vse izdino, ker postane bolj, ne vem. Kaj pa vem, ja. Pardon, ne vem. Ne se v bistvu vidim. Kaj na Škofi kaj dogaja? Nisem iz Škofi, kaj sem iz Trekl. Kar se tiče moje družbe, pa mene večinoma čez tedne zadržujemo okrog igrišča, kar se pa vikendov tiče, pa gremo v kakšen klub, ne vem, Kran v Kran. Tako da nekaj cuni smo pa tako namrali, da se ne zadržujemo. Kaj pa polet? Polet pa igrišče, pa isto kakšni klubi, odprte zadeve. Kjer kaj dogaja, tam pa nič. Mogoče še bolj gremo na obaljni konec. Ko je bilo postavljeno vprašanje, kje se mladi dejansko zadržujemo, sem se vprašal, kaj bo na to vprašanje dejansko govoril. Namreč v obali je, kar se tiče tega, velik problem, ker se mladi nimamo kam dati. Za nas niti vsaj po mojem občutku, po mojih izkušnjah, po mojem videnju, torej niti malo poskrbljeno. Jaz osebno recimo v zimskih časih večere preživljam v kakšnih barih, v kakšnih
celo v avtomobilih, ker je že pač premrzlo. Skratka, tako, največ opcij, ki nam ostane, so v bistvu take, ker so dejansko plačljive, kar je velik problem. Ker se mladi praktično preprosto nimamo kam dati. Na obali nimamo vzpostavljenega nobenega mladinskega centra, nobene točke, kamor bi se lahko v bistvu namestili. Kar pa iz terena lahko povem, je pa tako, da se mladi največ zadržujejo na teh Hauba partijih, to je, bomo rekli, neka stalnica ob petkih, sobotah, tudi med tednom ob večjih študentskih žurij v Planeti Tuš. Iz opažanj pa lahko tudi rečem, da so sicer v zadnjem času manj, ampak torej, kar še par mesecev nazaj, dokaj ni pa še vzpostavljena torej varnostna služba, so se mladi zadrževali v garažnih hišah in na kakšnih odmaknjenih, kot sem že preomenil, torej igriščih in ostalih neosvetljenih parkiriščih. Hvala. Zdaj pa dobil približen ris, kako je po različnih krajih v Sloveniji za mladino. Hvala za pod vprašanje. Imela bi tukaj zraven še v bistvu vprašanje o tem, zakaj v bistvu ven ali ne ven, kaj je tista po vašem mnenju mladih in malo ne tako zelo mladih. Kaj je v bistvu razlog za druženje, kaj je tista gonilna sila, zakaj ven, zakaj se družiti. Zakaj ne ostati doma in imeti samo tega virtualnega Facebook stika oziroma konec enosmerne komunikacije s televizijo? Kaj izvoli, mikrofon imaš? Zanimivo vprašanje. Mislim, da vsaj jaz osebno imam rajše pristen stik v živo, ker mislim, da smo še vedno pač ljudje, torej socialna bitja. In zelo zaskrbljen sem, ko vidim, ko grem recimo spet v kakšen barček, ali pa praktično kjerkoli, kako so mladina, kako je mladina recimo v družbenem krogu, pa vsak fura svoj telefonček, pa Facebook, pa je tako dejansko neke realne komunikacije, nekega osebnega stika vedno malo. Se mi pa zdi to pomembno ravno iz tega, ker sem pripričal, da nas socializacija dejansko ohranja žive in nas ohranja več ljudi. Super. To bi bil moj odgovor. Levo, desno, kaj izberi? Jaz bi mogoče par besed na prejšnje vaše vprašanje, kje se mladi zbirajo. V uvodni predstavitvi prej sem povedal, da ni vsak prostor primer, kjer bi se lahko zbirali. Govorim iz varnostnega vidika. In pa na punco, ki je povedal, kako se varno počuti v parku Zvezda. Iz prejšnjega tedna lahko rečem, je bilo v roku 1 ure 5 ropov, ravno med parkom Zvezda, Čopovo, Nazorevo, Volkovo. Po drugih prav do varne niste, tudi tam ne. Kaj pa zaskrbljujoče, je pa to, da ste to vi tisti, ki se tam družite, pa ne pravim, da je to kdo med nami zdaj tukaj, ampak tam mladina, ki jih jaz zahajam, nekdo med njimi tudi ni v navednicah pošten. Povemo o tem, ko potem mi to preiskujemo, noben več ne vidi, noben ne pozna. Sploh ne ve, kdo je tudi tukaj bil. Dejansko sem pa prepričan, da tudi v Ljubljani se vsi bolj ali manj poznamo med sabo, od kje prihajamo. Problem je pa v tem, da se ti vračajo na ta mesta. Kamorkoli se ta družba predstavi, bude si iz Trga Republike na Kongresnega, na plažo ali kamorkoli drugam. Tudi oni grejo za tem. Omenil bi še eno lokacijo, ki se zagotovo zelo veliko zbira mladine, in to so trgovski centri. Tudi tam, po mojem mnenju, ni primerni prostor, kjer bi se zbirali družni in ustvarjali nek socialni dialog, družbeno spravedljivo. Namreč, po mojem mnenju, pač to ni primerni prostor. Mislim, da bi morali tudi županje in županje poskrbeti za prostor, mogoče na obali, če ga nimate lepo. Po drugi strani pa sem pripričan, da v Sloveniji ima veliko krajev ta prostor, ki pa sameva, ki pa sploh ni obljuden. Zakaj? Zato, ker jim verjetno mladi niso povedali, da to jim ni všeč ta prostor, da ga on je nekaj drugega. Skratka, na drugi strani ni občinska lokalna samouprava prišla nasprotih njima.
Da pri teh prostorih bi mogoče morali potegniti občine sodelovanje, se pravi občine in pa mladinske organizacije. Da bi najde nek skupaj jezik, kje se pa bodo zbirali, kje je to bolj primirno za kraj. Ker v Velenju je recimo mogoče park primiren. Park Zvezda, vprašanje, če je isto primiren, kot v Velenju njihov park. Zagotovo pa ne bi smela občine pa preganjati, oziroma policija, mesto redarstvo, iz krajev, kjer so si ga zbrali, ampak jim koliko dela mreža Mlada ulica predstavi, kaj je za tisto okolje sprejemljivo. Jaz bi še eno stvar dodal, ne. Zdaj, ko sem malo razmislil, ne bi mogoče dal moj pogled na kolegovo izjavo, ne, glede trgovin, torej trgovskih središč. Jaz mislim, da je to ena izmed alternativ, ne, da se dejansko mladim ohranimo torej v nekem toplem okolju, ker spet obali, kot se neko snimamo kam dati in vsaka alternativa, torej vsak ogrevan prostor več kot dobrodošel. Kaj sem pa še hotel dodati, zakaj imajo mladi potrebo po družini na odprtih prostorih. Mislim, da predvsem zaradi nekega občutka svobode, torej da bomo rekli na vedicah pobegnejo staršem, da pobegnejo tem, bomo rekli v navedicah avtoritetam. Šel predstavljena, kasirama fizička. Zdaj bi še jaz v bistvu tule omenil njen prostor, ko je recimo občina Velenje tudi zelo restriktivno pristopila pred leti, to so v bistvu ta igrišča. Vsa igrišča, zato ker se je pač tam pojavil neke vrste vandalizem, se pravi, tukaj tam je svalil kak koš, pa mogoče kakva tabla bila pografitirana, je kar nekaj padla ideja in bomo rekel, vse šole so v tistem času ugradile svoje prostore. Kaj je danes? Vse šole imajo te prostore na stežaj odprte. Kaj se je zgodilo? Nič niso naredili s tem, ko so ugradili prostor. Nič niso naredili, ko so postavili korak. Mogoče so takrat za tisti trenutek fizično dejansko ločili, morali so, če že prej govorimo, da smo vsak kontakt v urbanem prostoru, nadzorovan, dali vsebino, mogli so poklicati društva ali pa, bom rekel, da te organizacije, ki imamo v Velenju, ki dosti dobro razvite, da so spodili dejavnost. Najprej so društva dejansko, bom rekel, nekih uličnih akcij, spet predstavljali športo, uredili so igrišče tako, da so pravzaprav postavili res dobro igrišče in danes sami otroci prihajajo tja iz kvartov in se tam družijo in ne popivajo več. Se pravi, spet je vsebina tista, da šport kot tista, ki je dal to možnost. V našem območju imamo nekaj čez 40 osnovnih šol, mislim, da je 43. Ena, ki je v mestnem delu, ima ravno tako odprta igrišča za prebivalce. Ravnateljica se sestala z občani, predstavniki, se je dogovorila z njimi in v moji 6-letni karieri na tej policijski postaji so imeli mogoče en tak resen vandalizem, pa prekršek, bova rekla, vse ostalo sami uredijo. Druge osnovne šole se zelo zapirajo in smo pravzaprav tedensko tam zaradi tega, ker so mladi se tam zbrali, pustili steklenice, kakšen grafit napisali. Ta šola, recimo, ima pa prav v tri lokacije, kamor lahko pišejo grafite, rišejo, kar hočejo. In pokliče, pove, da je mesec okrovli in da lahko nove naredili. Skratka, bistveno manj ima težava ta šola in ravnateljica z to mladino, kot pa sosednja, ki ni dalec stran, ker smo vsak teden pokliče in na vednicah ne razume, da če bi odprla, seveda pod nekim nadzorom tudi, bi imela manj problemov, kot jih imam zdaj. Kaj pa, hecno, če si hecno, želi si pa od nas, da je vse rešeno. Danes se predstavlja, sicer kaj on. Katera osnovna šola pa je to? Ta prva odprta je osnovna šola Trnavo, v zaprti pa ne bom povedal. Se mi zdi samo pozitivne prakse, tudi fino povdati. Lahko jaz malo bi širši vidik popeljala.
Helmut je govoril o tem strukturnem nasilju, jaz bi to povezala z ograjami in zagrajevanjem javnih prostorov, igrišč in tako naprej. Zdaj, mladi, nekaj pa govori, imamo kar nekaj energije, nekaj potencijalov. Zdaj, če iz strukture pride to, da ti vzamejo možnost nabijati na rož, pač to energijo moraš drugače izživeti. In seveda ti si potem na to strukturo zelo jezen, ker je ne moraš niti več nekako sprejemljivo izražati, in potem jo izražaš malce bolj deviantno. In ja, jaz se strinjam z vsemi mojega vrstniki. Ja, sploh, kar se tiče Ljubljane, mi, ko smo začeli delati, je bila Trnovska plaža tista, ki je bila res popularna, da se pa začela sploh malo skupnost delati. In tudi z dobrim sodelovanjem s policijo nekako ni več, oziroma mi je nekako več ne prepoznavamo kot problematične. Potem je to maksimalkrat, ja, eno leto, lansko leto zelo aktualna površina, veliko mladih se tam družali. No, naenkrat je pač iz parkirišča nastal javni park, iz tistega dela, kjer smo se mladi bi navajni družati, nekako tam ni več zaželeno družati, ker je tisto privatna rastlina, javni park ni aktualen, ker je ravna ploščad brez kakršnekoli infrastrukture, kakršnekoli klopce, ki je bila aktualna za mlade, ki bi sploh omogočala neko interakcijo, neko socializacijo, beton pač tega, po mojem mnenju, ne omogoča. In ja, tukaj mislim, da je treba upozoriti, da ja, javne površine je treba aktualizirati, je treba mladim prilagoditi, parkov za otroke imamo nešteto mnogo, res jih je kar veliko, za mlade pa pač ne. Pa tudi ko se javna površina dela, tudi ta ne bo aktualna in primerna za mlade. Tako da ja, en izmed glavnih namenov cilja omrežja Mlada ulica je povezovanje mladih in nekako odločevalcev kot policije, kot mestne občine, prenašati glas, prenašati potrebe naprej. Hkrati bi pa tudi upozorila pri tem vrednotenju, kaj pa je na javni površini sprejemljivo ali ne, poleg tega, da razumemo te neke strukturne pritiske tudi na to, da kdo pa smo mi, da bomo rekli, to pa je v redu, to pa ni v redu, to smo mi, da bomo vrednotili iz neke pozicije moči in ali smo potem kaj boljši od tistih, ki jih označujemo za slabe, ker izhajajo iz totalno avtoritativne in avtoritetne pozicije. In ja, če mi rečemo, da si želimo nekako konstruktivno in aktivno preživljanje prostega časa in moj pomislek, ali s tem ne produciramo samo nekak neoliberalnih vrednot, ki pa pač po mojem kontekstu mladinskega dela niso celo tako zaželene kot si bi. Jaz bi se izkoristila tudi tišnico in bi mogoče pozvala gospoda Bauerja, da pa mogoče bi z vašega vidika poveste, se pravi z vidika nekoga, ki ima, bom rekla, prostor v lasti. Zakaj se na Maxiju, recimo, mladi ne smejo več zbirati? Glavno razlog, da so naš podjetje začel uporabljati varnostno službo za represijo v preganjanju mladih, kjer so bili ogromni stroški s škodo, ki so tam povzročali. Škoda je konkretno na objektu nastala v enem letu, doseže tam nekje do 100 000 evrov, to niso majhni zneski, kar se nas tiče. Poleg tega prostor, kjer se oni zadržujejo, ni primeren, zato ker je zelo nevaren, da se preklopne kupole, ker so steklene, se nobeno zaveda, kako njih skačajo, da bo padlo nekje 3-4 metre globoko noter v pasažo. Spomeniško je zaščiteno to območje, oziroma ta del, ne smemo v njega posegati, tako da kakšnih zaščit ne smemo montirati, pač ostajati kot je, so pa ogromni stroški, potem ogromno je praktično ni mladih, da bi se tam zadržali brez alkohola, tako da imamo potem mogoče kdo obiskal našo blagovnico v soboto zjutraj, mislil, da je prišel na najbolj zanemarjen javni WC, ker ni WC-jev. Nekaj časa smo imeli odprte naše WC-je, so se pa potem narkomani pa brezdomci začeli zbirati, tako da za nas tudi to potem ni bilo več sprejemljivo. To je glaven razlog, da smo proti temu, da se tam mladina zbira. Zdaj, če bi bila mladina, da bi ti mladi glasov, to večinoma se zbirajo predvsem mlajši od navzočih, večina, ker so popisani, so mladoletniki in pač, ki se ga napijajo nekje ob 11. polnoči, nobene ure, nobene sva več prepričati. Imajo nek svoj prav in pač jim je glavno
da tam smetnake uničujejo, pa stekla razbijajo, vitrine razbijajo. Zato tega smo mi proti. Mogoče to od teh mladih, oziroma od 2 ali 3, ki sta bila na Maxiju, imate mogoče kakšen komentar? Ne vem, ti si prej že omenila, da so bila neka nasilna se... Ja, še bilo kaj če več, nekaj to je res. Zdaj po eni strani mi bali zahtevamo nekaj površino, da smo družili, po drugi strani pa pač dejansko več od manj ni začne to uničvati. Za primer, mi smo dobili pred kratkim nov športni park, tam pod Golovcem, pa ste jo uničil, naprimer, kaj tudi en izkoristek aktivnega prostega časa. Tako da zdaj smo ne vem, koliko sem zagovarjati, ali sem reči, da dejte nam še površino, vse, ampak vse je uničeno, v bistvu, ali se popiše, ali se razbije, tako da ne vem, kaj sem reči. Ampak kakšna alternativa v kakšni bolj trajnostni strukturi, infrastrukturi? Ja, mogoče bila to rešitev, ja. Ampak definitivno bi pač mogli več aktivnosti za mlade, več, ne vem, najbolj se mi zdi fajn, da bi mogoče en sajt so bile na parku so tako stile lesene, no? Kaj so? Palete so bile, ja, ampak pa so tudi ukilne, ker ne vem, ker je veliko prijetno se biti na lesu, kakor pa pač, ne vem, na eni mrzli krupce, tako da to je tudi fajn, pa pač ni škode, če se polomi, ali tako ne se pač zamenja, ni to tak strošek. Ampak kaj pa vas je mlade tako leklo tja pred Maxija, recimo, za Maxija? No, pa veš, da je to folk, da se bo s tem družen spoznalo, se imel fajn in se šel tja, zakaj bi šel nekam drugem, ker pač ni nobenega, ne, pač kakor ti paša, ne, se tudi smo šli tja, ker ni nobenega, pač z namenom, ne, sam. Več imaš neko interakcijo, ne, da se družiš pač. Hvala. Kolikor se tukaj vidi, mogoče ta, bomo rekli, ta umazanija, ki jo mladi puščamo za seboj na javnih površinah, bi jaz mogoče izpostavil, kako je stvar na obali. Jaz pa mislim, da je težava ravno prevelika čistoča na obali. Namreč dogaja se to, da so ob enih zjutraj, 2 zjutraj parkirišča maksimalno nabita smetmi, kot je bila atomska bomba, ob 5, 4 zjutraj, oziroma 4, 5, 6 zjutraj je vse perfektno čisto in jaz se v takem primeru sprašujem, ali se sploh meščani dejansko zavedajo, kaj se tam dogaja čez noč. Tako da vsi ti stroški, bomo rekli, komunalnega čiščenja bi se po našem mnenju mogli preusmeriti torej mogoče v neko boljšo prihodnost torej mladih oziroma v konkretno ulično delo in nudenje alternativnih torej, možnosti za mlade. No, jaz bi mogoče zdaj nadaljevala, pa si že kot predstavnik neke organizacije, recimo zdaj podal mnenje, pa bi mogoče še tukaj, pa potem tudi Neško, bi vas vprašala, zdaj v Velenju imate pač ta odlok o prepovedi pitja alkohola na javnem mestu in tako zbiranje mladih, kako točno se glasi. Pa zdaj zanima v bistvu, zdaj je rekel, da v Kopru bi mogel preusmeriti, ne pač pritok financ. Tako, pritok financ, da bi mogoče mladi bolj lahko uživali nekje, ne pa da se pač za njimi enostavno popuca, se pravi, da bi se v bistvu prestrukturirali. Kaj pa mislite, da recimo, da bi to delovalo, ali ne bi delovalo, po končni fazi nekako primerjava, pa je zdaj, ne? Ja, to je zdaj tek. Jaz sem začuden, sem prej rekel, a se meni dogaja dežavu, da se v Kopru menimo isto stvar še 10 let. Pred 10 leti smo neki podobni, sicer v mladinskem delu se pogovarjali, Koper pač nima mladinskega centra oziroma ima mladinski center namenjen, bom rekel, na eni strukturi ljudi ali pa manjšemu številu mladih, se pravi, nima aktivne participacije mladinskega sveta. To so vse strukture, ki jih je Velenje da dejansko počasi strukturiralo,
vsekakor je bila lokalna skupnost tista, ki je generirala celotno zadevo, mladinski center kot taka, da kot javni zavod je imel to možnost, da je pri tem obratoval pač te javne funkcionalne prostore za mlade. S tem smo dobili, ali bom rekel, v eni luči nekega policaja, ki je dejansko del na tem. Kot taka organizacija smo dobili tudi, bom rekel, to možnost, da smo z celotno opremo, tehnično opremo, a ne, v vseh teh urbanih prostorih, kjer so bili ali nadzorovani ali nenadzorovani, dejansko vstopili, bom rekel, z, ne vem, enostavno povedano, če smo rekli, tudi se bo danes zgodil, ne vem, park spet dogaja, 2008. leta, smo mi imeli možnost, da pridemo, pa naredimo tam koncert, da pripeljamo, tek, je kazal pred kolega iz Avstrije, da so lepo postavili stole pred opero, tek smo mi dejansko celotno zgodbo postavili z ulično košarko že leto prej, ne vem, korito, bazena opremili z, ne vem, festivalom mladih kultur, pa ga dejansko zaskvatali v enem takem, bom rekel, nevarnem, pa se ni nobeno ni zgodilo, celimo tedna festivala, noben ni padel nikamor noter, noben se ni tek na to, čeprav je bilo čisto nenadzorovano, pa neosvetljeno, naprimer, ne. To možno smo imeli. Zdaj, če, bom rekel, Koper nima razvitih teh struktur, mogoče, če sam jaz mislim, da ta mladinski center ima poštevki del, lahko malo mogoče, ali v tem, ne. Zdaj, konkretno, center kot center, sam po sebi je mogoče tako edino omembe vredno, torej center za socialno delo, oziroma ta dnevni krizni center za otroke in mladostnike v Kopru. To je tako dejansko najbolj, bomo rekli, najbolj odmevni prostor, kam se pač otroke in mladostnike tudi v stiski lahko zateče. V tem tednu smo sicer dobili informacijo, da se v Kopru naj bi začel počasi vzpostavljati torej mladinski center. Vprašanje, kdaj pa se ga bo, torej kdaj se bo začel prepeljati, oziroma kdaj bo sploh šlo birokratsko samo stvar skozi, pa veliko vprašanje. No, ker naša sreča je pri tem, da pravzaprav mladinski center kot tak je bil ustanovljen z namena udejstvovanja v kulturnem področju. Mi smo dejansko, že prej je mladinski center predstavljal medij. Socialna preventiva kot taka se je dejansko pojavila v tisti drugi fazi veliko širitve, razvoja, pa delovanja, na vsa področja. Mi smo izhajali pač iz tega dialoga. Na to, da je pač prišel pač, bom rekel, struktura mladih, kot mladinski svet Velenje, in je dodatno združevalo vse mladinske organizacije, pa bom rekel, pogojne že pred tem, pred se uvedel zakon. In vse to je generiralo to možnost, da smo mi kot taki mladinski center za funkcionalno pristopi s tehnično opremo pomagali pri razvoju tovrstnih projektov. To ni iz jutra na danes, ali pa iz danes na jutra, ali pa kakorkoli. To je en proces, ko ga je treba zastaviti. Vse skupaj, pa če se hočemo kakorkoli zgovarjati, strukturni dialog ne velja. Pri nam je začel delati 10-12 let. Če danes začnete, ki je rekel prebarbara, če 10 let bo boljše. Moram se tukaj pridružiti vašemu mnenju. Nikako pa ne morem spet, da je Koper problematičen do takšne ljudi, kot je bil predstavljen. Predvsem še ne zaradi tega, ker je večji del tam bistveno višja temperatura, kaj je v notranjosti. Tako da nekih hudih prostorov skozi večji del leta ne bi potrebovali, če bi imeli ideje, kaj bi sploh počeli. Sigurno sem, da če bi imeli neke predloge pri županu, kakšen bi sigurno tudi uspel. Verjetno eden, dva ne, ampak če bi bilo pa 10, zagon pa bi šlo. Na koncu Koper imate tam, kako se sicer imenuje, tale parkirišče, ne, tam je bila časih naša uprava, pa je poradiral tam parkirišče, je domoli. Pri Koperju, če bi plaži, recimo, ne? Pri Mokri Mački, ok. Tam ta prostor je recimo začeli dan, če bi imeli neke ideje o nekem kulturnem večer, ne vem čem, pojma nimam kaj, ne? Ampak z nekimi alternativami bi zagotovo šlo, ne? Ampak brez ideje ni potencialno, ne? Ampak, če zdaj govorimo o tem, da bi recimo
Vi ste rekli, da imate zdaj do mladih v bistvu zelo dober dostop, tudi potem, ko so jih v bistvu, ko se to druženje na ulicah v takem smislu, kar to pravi lahko, pa zdaj z odlogom ne more biti reči, da imate dostop do mladih. Po drugi strani zdaj poslušamo v bistvu to, da se mladi družijo na neki javni površini, da lahko tudi to čisto strukturirano v končni fazi mreža Mlada ulica to dokazuje v zadnjih letih. Da pa mene zanima, če pa recimo, bi pa recimo mladi dejansko, ne vem, ni tako, kam imate v Kopru, ni nekega organiziranega druženja v nekem centru, tako kam imate recimo v Velenju, pa po drugi strani zbiranje na javnih površinah v takem okviru, kaj se zdaj dogaja, tudi neki, ne vem, vodeno ali pa strukturirano recimo. Kako pa potem recimo, kakšna je pa potem razlika, kako pa vidite potem razliko med tem, kaj bi lahko bilo, kako bi potem delali, če bi pa se strukturirali to? Kaj bi bilo drugače? Sama bi se mladi drugače družali? Ne, jaz sprašujem po možnih alternativnih rešitvah trenutne situacije. Hvala. Hvala za vprašanje. Preden odgovorim, bi mogoče še eno stvar povedal, ne? Pristop do župana z pravimi argumenti, ja, se strinjamo, ampak problem je, vsaj po naših informacijah, da župan, torej vemo, o kom govorimo, vemo tudi to, da se občina, kot sama občina, kot lokalna skupnost zaveda same problematike, primanjkuje pa strategiji in predvsem torej kadrov, kateri bi v bistvu delali na tem področju. Mislim, da je največji problem torej primanjkljaj financ in primanjkljaj kadrov. Kar se pa tiče alternativ. Zdaj, po našem mnenju se zdi ustanovitev mladinskega centra torej ena izmed osnovnih, bomo rekli, potreb, tudi mogoče pravic, ki jih imajo mladostniki, kjer bi v bistvu imeli tako strategijo, da bi se izvajali razne družabne igre, mogoče imeli kakšna predavanja, filmske večere. Skratka, izpostaviti moram to, da se naredi fajn, da bi torej, mladi torej, vsebino mladinskega centra oblikovali po njihovi torej, iniciativi, da bi oni bili del tega. Torej, ne da smo mi tisti, ki jim nekaj postavimo, danes boste pa delali to pa to, ampak da oni skupaj z nami oblikujejo torej, ta način življenja prostega časa. Samo pa vprašanje. Vi torej pričakujete, da bodo mladi prišli do vas, pa bo rekli, da jim skupaj oblikovati, ali načrtujete aktivnosti, ki bojo mladi partignili k temu, da boste skupaj oblikovali? Ne. Načeloma smo mi tisti, ki že tako mlade iščemo po terenu, sprašujemo za njihova mnenja in to v bistvu tudi govorim na podlagi teh opažanja. Mladi se ne počutijo del okolja, se ne počutijo ne politično, ne družbeno vpeti, so samo, bomo rekli, posamezniki brez izkušnje, ki so pač tam v neki pasivni vlogi. Drugače pa tako, preprosto povedano, večinoma vprašanih na terenu, iz mojih izkušenj, pove, da se recimo upijajo, da so odzunaj, zgodi zaradi teh preprostega razloga, da se nimajo kam dati, primanjkovanje nekih prostorov in vsekakor tudi kvalitetnih aktivnosti, kvalitetnega preživljenja prostega časa. Kaj pa mladi tukaj? Zdaj govorimo spet o mladih, kaj bi mladi radi, pa kako bi mladi mogli, pa kaj mi pričakujemo od mladih, kaj pa recimo mladi pričakujete od nas, mladinskih uličnih delavcev ali pa nevladnih organizacij ali pa v končni fazi političnih struktur. Recimo v crkvah, kaj bi vi potrebovali mladi? A vse že imate? Igrišče imamo par parov, tako da ne vem. Vi ste zadovoljni? Kontent? Pa imate vi v blok v zbiranju ali ga nimate? Vi se lahko ne mote dozirati? Kaj mi javce klepte. Kaj ne se zadržujemo, tudi ne, če gremo v kakšen klub ali pa kaj organiziranja, nikoli nismo. Kaj pa delate na igrišču? Gremo futbol ali pa košak. Tudi zvečer? Zvečer ne. Pridi pa zvečite? Eni ja, eni ne. Kaj si omenil, da greš za vikend, kdaj tudi v Kranj? Kako pa zgleda to?
Gremo ven, ponovati se dobimo potičnemu kolegu, da gremo pa klub. Skratka, štartite doma in potem je od doma direktna lokacija. Nas so nastali ten čas, poletje drugače, poletje gremo v park, gremo nekaj folk. V Kranju, kjer imajo odlog. Gremo pa širno kaj, sem preganjajo tako, kaj Okay. Skratka, so kljub temu, da je zakonsko stvar kakor urejena, da ne bi bili tam, so mladi še vedno tam. Ja, tebi je samoumevno, meni je tudi lahko samoumevno. Zdaj so povedali na glas. Eno vprašanje imam, ali lahko izpod? Samo eno vprašanje za tebe. Kao punce takva dela, ko igrate se spal pa košarko? Uf. Kaj sem punco vprašal? Torej, kar sem zdaj ugotovila, je, da kljub temu, da se mlade nekako mlade spravlja iz javne površine, še vedno nekako trmasto ustrajamo pri enih in istih lokacijah. Bom čakala na vprašanje. Hvala. Jaz bi se obračil, da mi je to dolgo vzela, ampak sem malo bi se še navezala nazaj. Prej, smo govorili o Kopru, v bistvu Kopru recimo je mladinsko-kulturni center, imaš društvo Pina in so filmski večeri in take stvari, in tudi to je v bistvu sponzorirano od občine, tako da neka struktura je, ampak problem v Kopru je bolj, kot se meni zdi, da se mladi ne vključujejo v vanjo, tako da mogoče pa v bistvu, kar mene zanima, kako pa ste vi recimo v Velenju, ali pa tudi Mlade ulice, kako privabite mlade s svojim projektom, ali pa kako je naredite bolj zanimivo, mislim, če je struktura, pa ni mladih, ali mogoče se pa ne strinjate z mano glede situacije v Kopru, recimo tudi. Najprej Koper, ali Velenje, ali Mreglo? Koper, Velenje, Mreglo, Razmišljam najprej, kaj bi odgovoril. Daj viš, ki ona živi. Zadeva je taka, da mi tudi razmišljamo o tem, a imajo mladi v Ljubljani prostor, primeren prostor, pa nekako zaključujemo, da ga nimajo sploh ne, ki bi bil bolj javnega značaja. Nekak mladinskih centrov ni takih, kot jih mogoče mladi rabijo. So četrti mladinski centri, ki so nekako odmaknjeni od oči, odmaknjeni od centra dodajanja. Tako da zdaj, kako uskladiti to strukturo, pa vključenost mladih, pa institucijo, jaz mislim, da je to čar mladinskega dela, da pač može biti inovativen in si izmisliti najbolj noro stvar, ker pač ti tako misliš, da ne bo parila, kot recimo teka brezplačnih palačin, mislim, a to bo kauček, da bo folk popravil za samo, ne? Ampak na koncu dela, ne? In dela dobro. Tako da, jaz mislim, da je treba probavati, biti inovativen, predvsem pa sodelovati z mladimi, pač v mreži Mlada ulica nas je večina res mladih in sigurno lahko boljš delamo, drugač delamo, ker smo mladi, ker se še sama družam na plaži ali pa na Medirkovi, no, za recimo na Maxiju mogoče ne, ampak znam razumeti in mogoče tudi na ta način lažje delati, tako da tudi ta vidik se meni zdi zelo pomembno. Treba taj poprve, ne? Ja, se je najbolje Velenje samo povedal, da je v bistvu Žiga projekt, ki se je to zadnjih 5 let dejansko dogaja. Prvo je prepoznati, da bom rekel, ki se potrebno, da tu veliko govorimo, da kakih prepoznamo delavnice, aktivno vključevanje mladih, sam projekt, začetka projekta, že struktur, dialog, se pravi, imamo mladinski svet, ki pač organizirane mlade, nam privaga zraku, neorganizirane mlade, se ostalo polako so teorijo dalo, ki se živo, kaj se to še dela, kaj so ti se zanimivi. Ja, se strinjam s tabo, ja, ideje morajo biti, ideje so ful dobre in treba jih uresničevati, treba je samo akcijo požgati in to je to, ne, bolj bo kar sam prišel, ne, ker bo vedno več folka in cilj, pač druženje, to je v bistvu point vsega, tudi ne rabiš se družiti, ne vem, si
sem skapiral po dolgih letih, da ne rabim piti zraven, da se družim, a ne, pa da se imam fajno, pa da se lahko tudi brez alkohola imam, ali ful noro, Ja, mislim, ful gre zahvala vsem v Velenju, mislim, tem organizacijam, pa jih je kar dost in ful je, mislim, da je največja fora v tem, da so vse med sabo ful povezani, a ne, da med sabo sodelujejo in da si pomagajo med sabo in da v bistvu ta denar tudi pride neko noter kroži, med tem in laufa zadeva, ne, gre in deluje in je ful fajn in te potegne, ne, mislim, mene je vsaka stvar potegnila, zato ko me pač veliko stvari zanima, vse me zanima, zato se tudi pač skoraj pri vsaki stvari, ko se je dogajala, bil zraven, ne, pa se že šel polko na živce, kaj je lega, vse posod, kaj je lega, posod pomir. Ne, ampak meni operativno isto res zanima, da sem ti, čeprav že tega si bil od samega začetka zraven, tako da ne, ko mi govorimo o vse ustvarjanje javnih površin, jaz verjamem, če delaš sam ulično pohištvo, da pač ga ne boš uničil, ker si nekaj dela vložil noter. Ampak mene recimo zanima, kako pa vključujete nove generacije, oziroma kakšna je pa starost teh, ki so vključeni, ali so vključeni tisti, ki so danes zares mladi in vstopijo v mladost. A imate nek 14-letnike, 15-letnike, ki so oni večinska populacija? Ja, v bistvu te moraš ful paziti pri tem, kaj bolj delaš, v bistvu, ker vse, kar boš ti naredil, bojo oni pač za tabo ful ponavljati, ker si nek vzor. Moraš ful paziti, jaz pač se ukvarjam, ni važno, tudi kjer, ne vem, drsališče imam v Velenju, jaz se vsemi tam malimi tam igram, pa se, mislim, na nek način, tudi ni nujno, da gre da je zdaj formalno to, ampak pač, da tudi kjerkoli na svetu si, ne samo v Sloveniji, kjerkoli si pač moraš, si dolžen se ukvarjati otroci in nuditi lepšo prihodnost in jih učiti prave stvari, a ne, in v bistvu to naša dolžnost, a ne, da pač prek čist normalnega vsak dan delaš pač tek, ko pač bi mogli delati, ne, tek, da se učimo drugega, da se pomagamo, da smo vsi brati in sestre, da si mi ti kot sestre, da mi je gospod policaj kot potre in da smo vsi prijatelji, da smo vrlo pomeni. In to je to, in to je rešitev, in to je pač to, treba se družiti, treba svoje znanje na druge, na mlajše generacije, se učiti od starejših, od mlajših še bolj se učiti, ker oni so še najjači od vseh pa babice, pa detki. Jaz ne vem, da ste opazili, ne, ampak angažma in energija, s kateri je prišlo Velenje tleden, ne, še tako prvi. Ja, no, to je pač en recept. Super, ful dobro, res sem. Ja, originalno vprašanje, Primoža imam še z vprašanjem, pa a si imel želja še repliko tukaj? Bi, no? Mogoče bi nekaj dodal. Zdaj, tako, kulturno društvo Pina je, vsaj jaz sem poznal to društvo, katero v bistvu nudi neko, bomo rekli, zatočišče v smislu, da ponuja res neke izobraževalne dejavnosti in predvsem računalnike. To so majhni prostori, so v starem mestnem jedru, kjer je dostopnost nekoliko, bomo rekli, otežena za mlade. In predvsem mislim, da so preveč naprej določeni programi, potrebno je izpostaviti dejstvo, da je poslušnost mladih zelo pomembna. Ker jaz mislim, da če bi skupaj z mladimi, recimo ulični delavci sestavljali nek program, bi bil bolj obetaven, če bi seveda na občini zaslednje prisluhnili. Rečem lahko, da prostori kulturnega društva Pina niso dovolj. Hvala, Primož, izvolj. Jaz imam eno vprašanje za Maxi Market, pa mrežo Mlada ulica, pa eno za Velenje. Ali ni dosedanja dejavnost mreže Mlada ulica bistveno zmanjšala škodo in posledice, katere ste prej omenjali? In za Velenje, če imate tako lepo zrihtano te zadeve, postrukturirane v to, zakaj potem tako represivno odlaka, v prepovedi združevanja na javnih površinah, oziroma kaj narediti, ker recimo aktivnosti mreže Mlada ulica so v bistvu preventivni ukrep proti sprejetju takšnega odloka.
Kaj pa narediti tam, kjer je ta odlok že sprejet? Hvala, Primož. Glede Maksija pa Mlade ulice, na zadnje smo imeli sodelovanje glede teh peke palačink. To se je pri nas izkazalo, da je bilo zelo neuspešno. Prvič je bilo še več mladih, zaradi tega tam. Posledično so pa potem še hodili iz okoliških lokalov. Na palačinke, ki so se vrna nazaj v lokale. Za njimi so pa ostale pač gore teh papirnatih krognikov, pač pa kaj dela za naše časilice. Kaj? Ja, seveda se ne moram jaz tako enoznačno strinjati s tem, kaj ti naše sodelovanje se je začelo lansko leto z Maksimarketom. Takrat smo bili v stiku z direktorico, ki je nekako zaštekala, da se da tudi na alternativne načine reševati situacijo. Pa tudi varnostniki so bili vsaj lansko leto predvsej navdušeni nad nami, češ ne, stanje je mnogo boljše, sicer potem tam ob 4 zjutraj, ko se mladi vračajo iz diskotek, pa krijo mimo Maksimarketa, ja, še vedno je klub, še vedno je neko uničevanje, razbijanje flaš, ampak v tistem času, ko smo pa mi, pa so boljši rezultati, ne? In do 2 to ustraja, ne? Čeprav mi že v 12 se poslovimo. In tudi letos, na začetku leta je bilo češ vse v redu, ne? Mi smo bili celo zmenjeni, da smo lahko celo pod streho, ne? Z direktorico. Skratka, sodelovanje se je majčkano oziroma zelo zaustavljalo, da smo pa rekli, če pa so pozitivni učinki in jih vi priznavate, ne? A ne bi bilo fajn, glede na to, da mi sorovine za palačinke kupujemo v Mercatorju, ne, da morda namenite kakšno donacijo, ne, vse prva zapravljamo denar. No, pa so rekli, da to ne bo šlo. No, nadaljevali sem še naslednji korak prekinitve tega sodelovanja, je bilo pa s tem, ko se je odprla javna površina in brez obvestila, ne, mi smo sodelovali naenkrat, pa v petek se pripeljamo tja s palačinko peko, ko ste jo prej videli, in rečejo, pridejo varnostniki, da v nas tukaj ne morate biti, ne. Tako da, jaz ne moram reči, da zdaj zaradi nas ni bilo škode na površinah javnih. Ja, seveda, nisem privatni, seveda, da je bila, ampak bila je manjša, drugače je delal. Jaz verjamem, da se je začela tudi na Maksiju ustvarjati neka skupnost, da se je na plaži vzpostavila, tako da verjetno se predvsem ne bomo mogli strinjati. No. Res je, da se je popravilo v tistem času, ko ste bili prisotni. Ko ste bili šli v 12, pa nekje okrog enih zjutraj, recimo ste šli, je ta množica tam vseeno ostala, še naprej popivala, za njimi so pa, mislim, da če je bilo 10 steklenic, ki so bile še cele, zjutraj so šli lepo dolji. Potem morate razumeti, da so te kocke granitne, tam noter se steklo nabere in je praktično nemogoče počistiti. Zjutraj pride mamica z nekim otrokom, bog ne da bo padel, da se bo porezal, to so večeri. Take stvari, kar nas gledamo, to bo pomembno, da se gladina tam na tistih populacij. Ja, verjamem, da kot zasebniki, če mamica padle, oziroma če otrok padle na zasebni površini, je to hujši strošek za zasebnika. Jaz to razumem in jaz se strinjam, ne tudi Evelin, da za manj na Maksiju v zadnje čase so bili zgredi in tudi mi smo v enem primeru klicali policijo za tega, ker pač se ni več dal tega komunicirati, upozorili smo, ali se pač umiri, gremo nekako skupaj naprej, ali pač ne moramo na tak način delati in sobivati. In ja, tudi ne, steklene kocke niso varne, ampak govorimo o načinu, govorimo o pristopu, to, da so mladici ulični delavci, želijo biti alternativni, dajo glas mladi, da pač samo upozarjamo v tem primeru, ker nismo dobili za to. Imamo iz publike, mislim, da ste vi prijavljeni na komentarje. Še prej imamo repliko Velenja na Primoža, tako da... Ampak, že sem v bistvu mislila, da to nanaša na tole debato. A so tle vprašanja? Samo to za Maksija, ne, ker gospod da so vidniči, dobrovniči, ne, veš, stav glasno. Zelo nastavim glasno. Pomeni, da bi mogla pač zreža mlada ulica pojačiti ekipe. Ne vem. Še tam nazaj.
zadnji imamo, ali tudi komentar na to, ali na, ja. Ne, jaz sem vse lahko, mislim, da, a me slište? Če je da me jaz sem imela samo to, ker če je, veš, Evreka, imela sem input na Glaževino, ne, primer, v Trstu imajo prepoved steklovine, ne sme se nobena pijača prodajati v steklenicah, ampak v plastičnih embalažah in tudi te trgovine, ki prodajajo žgane pijače, alkohol, imajo zraven za mlade, prav posebej res, ko gre folk van pit, plastenke, ki so pač sveže, nove, da si oni v trgovini to prelijajo in grejo potem s plastenkami naprej. Ne. Mislim, da če že razmišlja neka občina o neki prepovedi, ali pa neki, ne razmišlja na tak način. Pritaš tako, da je steklovina, pač, ko jo vrneš, ne, dobiš nekaj denarja, recimo gledilno, še preden jo odložiš na kraj, vršo brez domc in bo s tem si omogočil neko sigurnost, mislim, ne? Hrvaško. Ja. Ampak znebimo se pa glaženo. Se tako tudi, ker ni nekje razbita, ker ne posluži. No, jaz bom zdaj močkaj pristransko, čeprav ne bi smela biti, ampak jaz sem v bistvu z močnim predlogom, zelo strinjam, da bi mogla mogoče mreža mlada povečati ekipo. A smem zdaj še Velenje predati beseda? Tehnično. Dve tretjini, občinsko zbor. Jaz zdaj, če je gledal, da je recimo bil ta odlog napovedan 2009 leta, pa se je pol dejansko generiral sprejeti 2011 leta, vmes so se pač uvedli projekti, da stop vandalizem, pa ne vem, parski zadvaja, se pravi, da so se dejansko izločili, da sam prostor pred izvajanjem tega odloka. Vse odlog se ne tiče samo mladih, ne, odlog se tiče dejansko vseh občanov. Jaz sam kot tak, da že pred leti, da sem sodeloval na eni razpravi, da v bistvu meni ni bilo jasno, zakaj bi, da če mi začnemo organizirati neke urbane javne površine, da zakaj bi zdaj potrebovali odlog, ampak načeloma je bilo to in malo se je zgodilo, bom rekel, en par dejanja, se pravi, tudi pri nam je bilo eno mora, in je pač takratna klima bila takšna, da se sprejeli zdaj, ali bo, ne vem, mladinski svet, pa nekdo predlagal, neki politični strukturi, da predlagal, da se odlok odmakne, jaz mislim, da ne. Ker je zakon se dejansko težje odmikajo kot odloga, da se težje odmikajo kot so že enkrat tako. Jaz zdaj kot tako ne vidim, jaz ne vem, že da ti vidiš problem v Velenju. Jaz mislim, da je urbana ulica, da ko imamo MC placa, idealna rešitev. Ampak dobro, če je pred nama v Velenju spelo še enkrat strukturno, iz več kosti, lokalna skupnost je bila pripravljena kontaktno sodelovati, da in to je dejansko generiralo to, da se mladi dejansko vtis više, da grejo, vse zadnje stop stekla, da to je točno to. Se pravi, ti v mladinski center, oziroma MC plac prineseš nekaj steklenico, in dejansko prideš sebe, prineseš mlado, prineseš v to mladinsko organizacijo, ali pa neki mladinski klub, tam je program, oni ki vse, načeloma se zdaj zna, da je tek mladi, da si je stavno drik pred mladinski center, prinesem, Se pravi, ta odlog v Berenskem primeru v bistvu bil spodbuda za določene nove načeloma, pravzaprav so se akti že prej začeli odvijati. Pol je pač odlog prišel, pravzaprav prišel do tega, da vsi se kjer velik fejs ni spremenili s tem odlogom. Že prej je v bistvu ta, bom rekel, avenija MC plac deloval. Je pa pol pika na in. Da se, malo je bilo tudi, jaz mislim, na začetku represije, so hodili ti občinski redarji, nego pa merili par podpisov. Jaz vem sam, ti nisi mogoče niti popival, jaz sam vem, da sem reševal par teh, bom rekel, primerov, teh, da sem pač pisal prošnje, da za izvajanje javno koristnih del, da lokalno skupnost, ker pač fanti so presposobni, da jim pač niso mogli plačati, in vidi, da sem par prošnje napisal, da jim je šlo početi te zadeve. To
To je isto, ne vem, tipo odloka, da moraš narediti vrečko, zato, da ti kože pokata, da znam te pa nekdo, da zato še te da piše. Tule ne smeš, na javno površino. Tudi 400 € postaviti. Ja, tek malo ne vem. Kljuba z mesenica ne smeš potiti, golubov ne smeš hraniti. A ne? Odkud sistema veliko. Ja, tale famozni Maksim Artek, tako da če vzamemo zakup še to, da do polnoči, tako kot so sami predstavniki Maksim Arteka povedali, da je to pa še pole malo država, je popolnoma jasno, kaj je bilo potrebno storiti. Ampak enostavno lažje nekaj prepovedati, postaviti tam varnostno službo in odmakati. Ti mladi, ki so tam bili, so se samo predstavili. In ko se bo to dojelo, bo mogoče lažje. Jaz verjamem vso to zgodbo, ki jo zagovarja Maksim Artek, in verjamem, da je resnično. Dalo se bi jo na drug način regulirati, kot pa na ta, da se v neki točki ustaviš, pa rečeš, ne grem se tega več, ker jutri mi lahko neka nesreča se zgodi, da ne bomo se ponavljali. To da potim, zakaj? Zato, ker v Trnovski plaži, pa še to vmes stav umor, ki ga je povedal predstavnik Mora, se ni zgodil na Trnovski plaži, pa čisto na drugi lokaciji, ki nima veze s Trnovsko plažo, niti zbiranje mladih v te obliki, ki se danes pogovarjajo. Drug dogodek, dan pa. V Trnovski plaži takrat je bilo, ko so predstavniki mreže Mlada ulica začeli, oni so petki bili tam, je bilo približno v povprečju 350 ljudi. Zdaj, če rečemo, da je to povprečje, mi verjemite, da takrat, ko je bila Trnovska plaža polna, je bilo skoraj 1000 ljudi. Danes, letos ne reče povprečje 100. Dvomim, tisto zadnje umestno poročilo, ki so si ga postavili, bilo mislim, da 80. To pomeni, da so lokacijo zamenjali, ampak brez nas, brez represivnega organa. Še ena stvar, ki je MOL sploh ni aktivno pristopil z občinskim redarstvom tukaj tam. Občasno kakšnega gal zraven našemu opazovalcu. To, kar ste vi rekel, zakon zelo kakor da imate odlok občinski v prepovedi, je mogoče ena od idej, da ker odloke in te stvari je zelo težko nadzirati. Zdaj, če sam predpis obstaja, pa ga ni mogoče izvajati, bož, da ga niti ni. Če ga pa že izvajajo, pa vam garantiram, da občinski redaktor bi se pojavil v enem zjutraj, pa v enem mladcu tam pri 18-19 začel pametovati, koliko je pijan, pa da to tam ne sme početi, pa da naj gre stran, bi bil konflikt 1000%. Ampak, če iz tega poskušamo pa še nekaj dobrega narediti, so pa ta ulična dela, ki ste jih omenili, pa ravno tega, ki je bil tam in kršil zakonodajo, čez koliko časa postavil ulično delo, in bi dojel, zakaj to ni ok, da vznemirja ljudi tam okrog. Da sicer se vam lahko zabavajo, da se tam zabavajo še naprej. Če bo pa s tem, ko je prekoračil neke normalne norme, vznemirja druge, pa pač takrat razumel, ko bo moral druge kolege meriti. Jaz vam zdaj voda malo svoj milin obrnila, namreč opažam, da vsi predstavniki institucij, hvala, imate zelo veliko zapovedati, ampak načelo mreže Mlada ulica je, da vsaj polovičko časa, ki ga imamo, damo mladim, da povejo. Tako da bom, se opravičujem, če sem odrezala repliko, pravzaprav sem nekaj mi ni žal. Pa ker jih imamo tukaj, pa ker so se odzvali in so prišli, bi mogoče preden končamo, ker nam gre rahlo kapice vode časa v grlo. Še vprašanje, v osnovi za vaš štiri, za vaše mnenje, če bo ostalo kaj časa, pa če bo koga nujno žulil, na to odgovor, pa tudi vabljen. Kako v bistvu, vsi predstavniki institucij, vladnih, nevladnih, imajo zelo veliko zapovedati okoli tega druženja na javnih mestih, okoli mladinskega uličnega dela. Mene pa zanima, vas štiri smo pripravili do tega, da ste prišli sem, kako aktivirati ostale mlade, da pridejo povedati na nek tak dogodek ali pa na nek način, kako glas mladih spraviti v javnost, zakaj je toliko malo odziva. Mimo grede tudi v Kopru smo iskali, imela sem ljudi na terenu, nisem dobila obljubljenim povrnim potnim stroškom, sem nobenega.
Izvoli. Zdaj, zakaj je to malo, mislim, da ne vem, težko bi odgovoril to vprašanje, ne vem. Meni se zadnje čase se čisto vse stvari tako zelo nezainteresivno. Pač za kjerokoli stvari se treba kaj premakniti, kaj komu pomagati, kaj tako, ne vem, se mi zdi, da ni več interesa to potem. Tudi druženje med mladih, kot smo že na začetku govorili, ni več to, kar je bilo zdaj, ko si telefone, Facebook, Viber, je vse te stvari. A se bil pa tim na telo pa drugače? Je to, moraš kaži. Je to. Ne vem, res ne bi vedel, kako je to vprašanje, kako mlade pripraviti tega. Niti mi vprašanje to, kakor je mnenje in podal si ga, tako da hvala. Tudi jaz imam najpametne ideje, razen to, da bi mogoče še povečal mladinske te vrstno, v bistvu, prijatelj ekipo, da bi ne samo do 12 bili, ampak tudi le v interakcija. Kaj pa bi mogoče kakšne letake na kakšne fakse predstaviti, kaj delate, ker ne vem, jaz nisem bila za vas, če ne pristopila do vas, no, ampak jaz sem bil v socialni stroki, pa me zanima, kaj delate, ne, večino ne, tako da, kaj pa vem, več druženja z nami, pa da predstavite na zabavno načino, kako ne rečem. Ker je manj vrstnike, ki imajo močno nekaj tega več. Sam, mogoče sploh ne vejo, da vrstno. Kaj na žita, povrljno okrog. Mogoče glede na to, da so mladi skozi več na telefonih, pa na Facebooku, pa na teh gledaj, mogoče prek tega privabo nekako. Sem se uspešen, kot je kakšni letaki, zdaj letaki, ki mu den več ne bere. Ne prek Facebooka, ne, jaz vem, pač vsak gleda in to je to, ne. Nekako drugač. Saj začnejo brati. Moja je to, da bi šli v interakcijo. Ker tudi na diško bi bilo za žurko na Facebooku, kaj na diško bi bilo za žurko na Facebooku, ne, pa noben ne bo to pride, pač vsi bodo prezrli nekaj, če to pristopaš do polka, ej, ja, nimo, pa mani, da jih 3 ne bi bilo dan. Tako da sam na interakciji delati, no, živo na ulice. Smo opazili, kako živi zima. Jaz se tudi strinjam s tabo malo. To je to, ja, kar je povedala. Ja, pač akcija in folk se pač lušta, dela stvari in družiti se in ja, v bistvu treba je sam pač da pravi ljudi na kup, da zaštarkajo zadevo, da zapalijo, pa tek samo vse izplavno. Tek da ja, to je to. Odločiti se pa, narediti akcijo in se imeti fajn zraven tega, mogoče kaj zraven zaslužiti, to je to super. Se zabavati. Jaz sem hodila snajša ta pomislek v zraven, ne. Vsi 4 ste izpostavili, da več in več mladih se zbira doma. Rada bi poudarila to, da problem postane, ko tisti, ki nimajo doma stabilnih okoliščin oziroma ki so socialno šibkejši in prikrajšani, nimajo enakih možnosti. Neke organizacije, nevladne organizacije, ki se ukvarjamo z mladinskim uličnim delom, pa lahko na ulici nudimo isto obravnavo vseh in vsem nudimo enake možnosti. Katri je Žuli Čevelj, ste vsi slišali? Aha, tukaj še Žuli Čevelj, čelari neste? Jaz bom še enkrat upozorila nekaj, kar sem v uvodu upozorila, ko smo se pogovarjali, kako so mladi, kaj jih danes kako karakterizira. To, da se mlad človek danes zapira v svoj dom, v svojo zasebnost, da se individualizirajo procesi, je pač po vseh teorijah, ne, ko smo lahko strokovni, zelo logično, ne, zaradi tega, ker pač ni kolektivnih rešitev za situacijo, v kateri se znajde. In zdaj spodbujati še dodatno aktivacijo, še dodatno storilnost, ne, je vprašljivo, če ni zraven sistemskih nekih pogojev. Tako da ja, jaz se strinjam, mladinsko ulično delo je lahko ta povezala med neko aktivacijo posameznika in nekimi sistemskimi boljšimi pogoji, da se lahko sploh ta posameznik realizira. Ti si mi postavila vprašanje glede
torej, neodzive strani torej, Kopra mladih. Ne. Jaz po predstavljam si, ne, jaz izhajam v tem trenutku za sebe in povem, da ne lotim se delati stvari, za katero vem, da za katero ne pričakujem neke spremembe, nekega upanja. Glede na to, da ponomično povdarjam, ne, da naš gospod župan ni poslušen, kar se tiče mladinske problematike, si predstavljam, da je to dejansko razlog, zakaj tudi mladi ne občutijo te moči, nobenih ne upošteva, to je ta problem. Prejšnji teden smo na koprski konferenci tudi na temo zadovoljstva mladih spregovorili tudi o tem, da Istra bi dejansko potrebovala strategijo za mlade. Največji problem je namreč stanovanjska politika, visoke cene najemnin in predvsem visoke cene stanovanj. Še večja problematika je pa na področju zaposljivosti. Namreč ključno vprašanje, ki si ga zastavljamo, ljudje, katerim nam je mar za mlade, je to, kako danes brez izkušenj dejansko priti do zaposlitve, saj nam dejansko nekih praks, študijskih praks, nekega mentorstva praktično noben zagotavlja. Zato poudarjam, da se nam zdi pomembno, da bi se tudi povezalo, da bi se povezoval izobraževalni sistem gospodarstva, da bi nekateri akteri, kot naprimer Zavod za zaposlovanje, dejansko mladim omogočili neko mentorstvo, neko pripravništvo. Preprosto, zdi se mi, da je to tudi razlog, ker mladi v Kopru so lahko, kljub temu, da imamo čudek, da smo dokaj zaprti ljudje in se mi zdi, da ne dovolj tudi ostajamo zaprti. Mogoče je tudi tako, mogoče neka v psihologiji se tem mogoče reče bolj naučena nemočna. Da imamo občutek, da dejansko ne moremo nekaj narediti, da na nekaj ne moremo vplivati. Kar dejansko je tudi res. Trenutno situacija, ko je v Kopru, je tako. Zato smo mi tudi načeloma proti sprejetju odloka o popivanju javnih površinah, oziroma naj se odlok sprejme, ampak naj se obvezno dela tudi na vzroke, zakaj pride do zbiranja mladih javnih površinah v takem številu. Sama pripoved, izvajanje teh analističnih vzorcev, bomo rekli, po našem mnenju ni dovolj, nikakor ni rešitev, mogoče še večji problem. Ker vse zadnje, po tem takem, kot je bilo že danes omenjeno, bomo stik z mladimi izgubili in potem se sprašujemo, kaj pa potem. Jaz upam, da moje provokacije nisi vzel kot šuganje s prstom, da ne delate dovolj ali dovolj dobro. Ne, absolutno ne. Super, hvala. Ne se kjera. Da se počutila malo krivo, nekaj izvolj. Se upravičujem, če si dal tako. Lahko samo dopomnimo, če se ne sliši, ker govorimo o Kopru, v bistvu ta skupnostni pristop manjka, v bistvu ne, da ne delamo nič, ampak nikjer se ne pozna posamezniki delamo, ni pa teh skupne povezanosti. V Kopru ne deluje lokalna akcijska skupina, na primer. Pa že 2 leti, bom rekla, saj mi, bom rekla, pa ti mladi entuzijasti res intenzivno potamo, pa ni posluha, ni odziva. Fajn je, ko poslušam, ko se drugje vsaj pogovarjate, čeprav ste nekje na različnih trgovih, ampak se pogovarjate, kot nas se ne čutijo potrebo, lokalne besede so res stvari sprego govoriti. To mislim, da je tisti problem pri nas navadno. Kaj le bom dala še zadnjo besedo, potem bomo pa res zaključali, ker se nam že kar malo vidi. Vredno ni beseda samo Kopru, ampak na splošno. Jaz prihajam iz Podnici, mi smo leta 1999 začeli sami. Mi smo čakali na pobudo poslih, na pobudo občine. Kako pa na glas? In takrat pač leta 1999 nam je županje dobili nekaj 100 dolarjev. Danes dobivamo 6% od tega proračuna, našega celotnega, in gre. Tako da tudi zasebno se da delati kot mladinski center in delamo za mlade in z mladimi in s vsemi ostalimi institucijami. Tudi tako vpliv. Govora bilo v slovenskih konicah, če morda ni bilo slišano. Kot je rekla delovka, poskuša se že drugo leto delati in dejansko sprememb ni. Pa ne zaradi tega, ker ne bi dejansko mi bili vpleteni v to, jaz kot prostovolec sem v
torej od januarja do zdaj vložil preko 300 ur prostovoljnega dela, poudarjam, in sem se na nek način, dosti naučil vsekakor, ampak tudi na nek način žrtvoval, in se stvar ni spremenila, čisto preprosto ne, ker tudi naše delo, torej tudi te projekte, ki ga mi izvajamo, sploh niso financirani. To niso prijavljeni projekti, niso sprejeti kot projekti, kateri bi država oziroma občina, lokalna skupnost kakokoli financirala. To se temelji bolj na prostovoljcih in v našem društvu je na splošno znan status quo. Nikar Upar, nekaj izvoli. Ja. Jaz bom naredila tak zaključek. Vzala sem si nekaj misli naših gostov, pa tudi iz publike. Prva misel je bila, da se mladi skupini, ko se družijo, počutijo varne, čeprav je ta varnost včasih lahko vrljiva. Zdaj, mladinski ulično delo ne bi nekako povezovali različne strukture znotraj med mladimi, lokalno skupnostjo, ostalimi prebivalci, nevladnimi organizacijami in tako dalje. Za preprečevanje vandalizma je potrebno poiskati alternativo, torej samo odlok ni dovolj, ampak je treba pač to energijo preusmeriti. Poleg tega sem pa zdaj nazadnje slišala še to, da mladi sicer želijo komunikacije, ampak to take, ki je njim blizu, pravi, če že nagovarjamo mlade, seveda dajmo z njihovimi besedami. Po drugi strani pa motivacija mladih za aktivnost manjša, kot je nekoč bila, ker potrebujejo v bistvu neposredne rezultate, ne pa da se na te nekaj časa čaka, ali pa da imajo občutek, da v bistvu so njihove aktivnosti sami sebi namen. Jaz se zelo lepo zahvaljujem vsem našim gostom, da ste prišli, da ste se udeležili te debate. Hvala tudi publiki, da se je odzvala. Zdaj vas pa malo nekaj